Tako, evo, od zdaj naprej snemamo. Dobrodošle na Talentari delavnici, ki pa je namenjena strokovnim delavcem šole, na katerih je bilo Talentari testiranje že izvedeno in predstavlja torej nek zaključni strokovni korak na tega Talentari procesa. Danes bomo torej najprej na kratko se ustavili pri samem namenu Talentari testiranja, na to pa se bomo bolj posvetili tudi nekako razlagi Talentari poročila, ki ga bodo učenci prejeli, predvidevamo, da konec februarja, in tudi bomo razložili par primerov, par interpretacij rezultatov, na katere v bistvu, s katerimi se lahko srečate in upamo, da vam bodo te smernice nekako v pomoč pri svetovalnem pogovoru, ne? Pomembno je poudariti, da je ta delavnica zasnovana kot priprava na svetovalni pogovor, ne? Poročila torej dobiste vsi svetovalni delavci na vaš e-mail, torej za vse učence, ki so bili testirani, potem pa vas bomo prosili, da jih tudi pošljete vsem staršem učencem, ker imate pač vi elektronske naslove. To bomo vam še podrobneje torej razložili ta postopek, ko bomo sedaj obdelali vse podatke in torej vam posredovali poročila. Ok, pa lahko danes kar začnemo, samo da čisto na kratko, da se spomnimo, kaj je v bistvu bil za namen Talentari testiranja, ne? Želeli smo torej skozi neke interaktivne, praktične in pa na znanosti temelječe aktivnosti otroku pomagati, da lažje spozna samega sebe. Torej, da spozna svoje interese, svoje sposobnosti, svoje spretnosti in tako pride bliže v bistvu odgovoru na vprašanje, kaj bi rad postal po poklicu, ne? Talentarije torej združuje tri vidike, in sicer testiranje kognitivnih oziroma spoznavnih sposobnosti s pomočjo spletne multifaktorske baterije testov sposobnosti MFBT. Na to vključuje v bistvu raziskovanje svojih interesov s pomočjo spletne platforme Kam in kako, in pa še v bistvu praktično testiranje spretnosti in pa sposobnosti na Talentari postajah. In torej pridobili smo podatke od vseh teh treh delov in jih združili v celoto, torej da dobimo en tak celostnejši pregled oziroma vpogled v otrokove potenciale, ne? Preden pa gremo naprej, pa še je pomembno, da povem, kaj pa ni bil naš namen, ne? Torej, nismo želeli spodbuditi nekega razvrščanja učencev, primerjanja med seboj ali tekmovalnosti ali pa ustvarjanja nekega dodatnega pritiska oziroma zapiranja nekih kariernih možnosti, ampak smo želeli v bistvu nekako razširiti pogled na več kariernih možnosti, ki jih učenci imajo, in zmanjšati neko negotovost o prehodu iz osnovne v srednjo šolo in pa ponuditi neko jasno pa strokovno in pa seveda učencu tudi razumljivo podlago za pogovor doma ali pa v šoli, torej, ali pa v svetovalnem pogovoru, ne? In ob tem vam lahko pride prav, torej to Talentari poročilo, ki torej celostno zajame vse te otrokove potenciale, ne? In pri tem imate vi ključno vlogo. Torej vi kot svetovalni delavci, kot razredniki ali drugi strokovni delavci šole, mogoče ne toliko kot neki razlagalci nekih, kaj so zdaj pravi odgovori, kaj so zdaj prave karierne možnosti, ampak kot v bistvu spremljevalci v tem procesu karierne orientacije. Tako, in mislim, da je najbolje, da se kar posvetimo Talentari poročilo, ki je torej pripravljeno kot neko izhodišče za odprt in pa konstruktiven oziroma tudi spodbuden pogovor o karierni prihodnosti, ne? Bodisi doma s starši ali pa v šoli v okviru svetovalnega pogovora. Strukturirano pa je torej v več nekih vsebinskih sklopov. Na začetku je najprej kratek povzetek, ki povezuje v bistvu vse dele testiranja. Nato sledi poglavje o učenčevih interesih, nato sledi poglavje o učenčevih kognitivnih sposobnosti, torej preverjani oziroma testirani z MFBT.
Na to sledi poglavje o motorični spretnosti in pa kratkoročnem spominu, kar je bilo testirano v okviru talentarij postaj. Na koncu pa poročila, pa še ima vsak učenec na voljo reflektivne vaje in pa kot nek template za pripravo kariernega načrta. Torej, namen te strukture je, da nekako sledi bolj od nekemu splošnemu, neki splošni sliki do bolj podrobnejšega vpogleda v svoje sposobnosti, spretnosti in interese. Pa povzetek je zraven tudi zaradi tega na začetku, ne, ker se pač zavedamo, da to je obširno poročilo in pač dejstvo je, da dan danes že starši, kaj šele otroci, pač bi rajši prebrali kaj manj pa na kratko, ne, tako da na začetku je pač povzetek, ki tiste pomembne stvari izpostavi, potem pa vedno v povzetku tudi povabimo otroke in starše, ne, da si pa bolj natančno preberejo v poročilo, ne, tako da v bistvu smo tudi o tem razmišljali. Ja, in vseh te bolj podrobnejše dele bomo tudi predstavili in pa neke možne primere poročila oziroma rezultatov učenca in kako jih zdaj interpretirati. Torej, to bomo predstavili v nadaljevanju. Zdaj pa nekako, če sledimo tej strukturi poročila, torej na začetku sledi povzetek, kjer so torej omenjene, katere spretnosti in pa kognitivne sposobnosti so pri otroku najbolj razvite, kje ima še največ neizkoriščenega potencijala in pa s katero vrsto dela se njegovi interesi najvišje ujemajo. Torej, nekako smo poskušali povezati vse tri dele testiranja v en povzetek. Nato pa torej sledi pregled rezultatov iz testa Kam in kako, ki so ga reševali torej na spletni platformi. In tukaj torej otroci dobijo informacije o svojih interesih, o svojem osebnostnem slogu in pa kako lahko v bistvu znotraj te platforme tudi raziskujejo poklice, s katerimi se bolj oziroma manj ujemajo. In kot prvo dobijo v poročilu navedeno, katere vrste dela so, ki jih zanimajo. Torej, glede na to, kaj so oni odgovarjali na testu Kam in kako. In tukaj na slajdu torej vidimo en primer, torej vrste dela, ki vas zanimajo in so navedene različne vrste dela, recimo stiki z ljudmi, delo s papirji, skrb za ljudmi in podobno. In vidimo tudi ujemanje zapisano in v oklepaju številko in v bistvu više, kot je ta številka, više je ujemanje s to vrsto dela. Zdaj, kadarkoli lahko učenci ali pa vi skupaj z njimi ali pa doma starši dostopajo do te spletne platforme z vpisnimi podatki in sicer zato, ker bodo dobili na poročilo navedeno svoje uporabniško ime in geslo in tako se lahko torej kadarkoli ponovno prijavijo v to spletno platformo in grejo podrobneje raziskati recimo te vrste dela, ki so jih zanimale in pa tudi mnogo drugih stvari, na katere še bomo zdaj opozorili. Torej, naslednja stvar, ki je pa opisana v poročilu, pa je osebnostni slog oziroma osebnostni slogi, ki so pri otroku nekako višje izraženi. Tukaj imamo primer torej na slajdu enega tortnega v bistvu diagrama z vsemi osebnostnimi slogi, torej 6 jih je po Hollandovi tipologiji. Mogoče bodo pri nekaterih učencih vseh 6 izraženih, mogoče pri nekaterem samo en, samo 2, to je pač odvisno, s katerim osebnostnim slogom se otrok nekako intenzivneje ujema, ne? Torej, na začetku bo predstavljen tale tortni diagram z osebnostnimi slogi, ki so pri otroku više izraženi, na to pa bodo tudi opisani dejansko vsi osebnostni slogi, da si lahko otroci in pa starši preverejo več o njih. In sicer tukaj bo opisano, kakšne so osebe, ki imajo ta osebnostni slog, kaj rade počnejo oziroma v katerem delu se nekako bolje najdejo, bolje znajdejo in kaj jih veseli, ter mogoče tudi, kje imajo kakšne izzive. Za vas je morda uporabna še informacija, da ko pa gledate zraven ta seznam besed, se pravi mislec, organizator, graditelj, skrbnik, to pomeni, da mislec je bil pri tem otroku najbolj izražen osebnostni slog, ne? Se pravi, bolj zgoraj kot je, bolj je pri otroku izražen, ne? Tudi če jih ima več, tako da to je še nekaj, kar je pomembno upoštevati. In torej tudi do teh informacij lahko podrobneje dostopa s pomočjo
platforme, ko se v njo vpiše, in sicer tukaj vidimo označeno pri zavihku o meni in potem moj osebnostni slog kliknemo in torej vidimo, recimo tu v tem primeru sta zdaj bolj intenzivneje oziroma osebnostna sloga, ki sta za tega učenca ali učenko značilna, torej skrbnik in pa ustvarjalec, in je podrobnejši opis tudi, tako da lahko se tudi tukaj prebere, s katerim osebnostnim slogom se ujema. Obstaja pa še tudi video knjižnica poklicev, ki smo jo naredili in do katere so tudi učenci tekom Talentari testiranja dostopali, si jo ogledali in s pomočjo te video knjižnice tudi izpolnjevali delovni list, katere ste tudi dobili. Torej po testiranju tiste delovne liste, kaj smo vam dali na koncu v roko, torej tam boste našli nekako te vaje za raziskovanje različnih poklicev, ki so jih torej učenci raziskovali s pomočjo te videoknjižnice, in kot vidimo, so torej imeli dostop oziroma so si najprej prebrali opise osebnosti slogov in razmišljali, v katerem se mogoče opisu najbolj vidijo, kaj jim je najbolj všeč, kje se najbolj najdejo. In ko so izbrali en osebnostni slog, recimo graditelj, so lahko kliknili na seznam predvajanja graditelj, tukaj piše klikni sem s puščico, in na kar jih je vrglo torej na video posnetke, kjer so predstavljeni različni poklici, ki so značilni nekako za ta osebnostni slog. In tukaj so jih potem torej raziskovali, pregledovali in izbrali tiste, ki so jim bolj blizu, ki so jim bolj zanimivi. In torej tudi do te videoknjižnice še vedno lahko dostopajo, bo povezava tudi navedena torej v poročilu. In zdaj v bistvu imajo bolj individualizirano tudi, ne? Ker zdaj tudi imajo svoj rezultat, kam in kako že podan osebnostnega sloga in zdaj lahko točno vedo, aha, moj osebnostni slog je ta, se pravi, bolj smiselno je, da jaz grem gledat videe, ki so na seznamu ustvarjalec, ne? Zdaj, če gledamo tisti prejšnji primer, ne? Tako da tu smo nekako želeli zagotoviti neko individualizacijo tudi za otroke, ne? In za starše, pa da se nekako počutijo manj zgubljeni med veliko možnostmi, ki so, no, tako da to je tisto, kar je bilo tukaj v ospredju za nas. Okay. Tako naslednja informacija, ki pa jo tudi dobijo, pa so torej poklici, torej s katerimi se nekako ujemajo, kar je označeno z številom zvezdic, ne? Dobili bodo v bistvu takšen seznam poklicev v poročilu. Lahko je pri poklicih samo ena zvezdica, dve ali tri, to pomeni, kako močno se glede na interese ujema s temi poklici. V bistvu je to neke vrste povprečje, ne? Če pogledamo, ne? Tako da mogoče bodimo malo pazljivi pri teh zvezdicah, ne? Ker včasih nam potem se otroci vprašajo, ne? Zakaj pa imam samo eno zvezdico pri teh poklicih, ne? To je nekako povprečje, ki ga je program izračunal, ampak to ne pomeni, da se zdaj z vsakim od teh poklicev učenec ujema samo z eno zvezdico, ne? Višje kot je na seznamu, bolj se učenec z tem ujema. Ja, tako. Se pa dostikrat recimo zgodi, da so se pa mogoče med reševanjem tega testa učenci kdaj zmotili ali pa prehitro kaj kliknili in v bistvu med samim reševanjem ne morejo spreminjati teh odgovorov, ne? In potem nam pač povedo, joj, pa tam sem nekaj narobe označil, pa prehitro kliknim kakorkoli. In nič hudega zaradi tega, ker lahko gremo potem naknadno popravljati oziroma spreminjati odgovore. In sicer gremo, torej se vpišemo na platformo Kam in kako, gremo pod moje ugotovitve in pa kliknemo preglejte značilnosti poklicev, na kar se odprejo torej vsa vprašanja in pa naši odgovori. Tukaj, ko vidimo na desni strani ekrana, torej tisto, kar je obarvano z roza oziroma rdečo barvo, to je učenčev odgovor in sedaj ga tukaj na tem mestu lahko spremenimo. Potem naslednje vprašanje, ki se pa velikokrat pojavi, pa je, zakaj sem pa dobil recimo ta poklic, ne? Tukaj zdaj imamo torej navedene poklice za en primer in pa vidimo ujemanje z zvezdicami, ne? In bi mogoče zdaj učenca zanimalo, zakaj sem zdaj dobil poklic kostumograf, ne? In takrat lahko stisnemo tukaj na več pri tem poklicu in stisnemo torej na prikaz ujemanja, na kar se nam odprejo torej glavne in pa druge značilnosti tega poklica.
In tukaj potem vidimo recimo za kostumografa glavne značilnosti, oblikovanje, načrtovanje, izdelava kreacij in pa na desni strani vidimo odgovor učenca, recimo v tem primeru zelo mi je všeč. In tukaj na tem mestu tudi lahko potem po potrebi spremenimo svoje odgovore, ker včasih se nam pač, ne vem, ko vidimo nek podatek, recimo samo stiki z ljudmi, pa si mislimo, mogoče pa to ni tako za nas, ne, pol pa ko dobimo ta podatek v okviru nekega poklica, ki si ga želimo, pa vidimo, aha, na tak način je tako mišljeno, ne, in takrat na tem mestu torej tu lahko spremenimo tudi podatek, ne. Tu potem si pogledamo, zakaj se ujemamo ravno s tem poklicem. Lahko pa se zgodi, da pa si, ne, še pogostejše vprašanje pa je, zakaj pa nekega poklica nisem dobil, ne, recimo imamo neko željo, da bi postali, ne vem, policist, pa nam program tega poklica ni ponudil, ne. In potem gremo z učenci raziskovati, tako da v iskalnik znotraj platforme napišemo, torej recimo v tem primeru policist, in vidimo, da je tukaj označen torej minus, in gremo lahko raziskovati, zakaj da je temu tako, ne. In vidimo potem torej učenčeve odgovore, da je pri glavnih značilnostih za poklic policist velikokrat označil ni mi všeč ali pa sploh mi ni všeč, ne. In torej, če v luči tega zdaj, da vemo, da se to nanaša policista, te postavke nanašajo na policista, lahko tudi na tem mestu torej kakšen odgovor spremenimo ali pa nam je pač to pokazatelj, da smo si morda pač narobe predstavljali, kaj to delo zajema, ne, kaj bomo počeli, pa morda malo drugače ovrednotimo oziroma pogledamo malo z druge strani pa ugotovimo, da pa mogoče pa ni to toliko za nas, kot pa smo si mislili, ne. To drugače ogromnokrat vidimo, ne, res je to nek vzorec, ki ga vidimo pri mladih, da v praksi na vaših šolah, ne, da res nimajo tistega občutka, ne, za neke specifične naloge, poklica, ne, in jih kar šokira, ne, ko recimo pri frizerki piše, da moraš delati za vikende, ne, zmes ne pomislijo na te stvari, ne, pol pa ko jim enkrat pač to program izpostavi, pa se mi zdi, da nekako res začnejo izpraševati, kar je tudi cilj, kar je tudi cilj. Zdaj torej, ko ste verjetno videli, torej na tem slajdu smo videli, da je pri policistu označen minus in velikokrat se nam v bistvu zgodi, da učenci sploh nimajo nikjer zvezdic, ne, torej nimajo nekega ujemanja z bolj kot ne v bistvu nobenim poklicem, ne, ki bi ga torej na tej platformi, ampak imajo namesto teh zvezdic minuse ali pa vprašaje, ne. In nas vprašajo, kaj zdaj to pomeni, ne. Torej, če ima otrok same vprašaje, pomeni, da je velikokrat označil vseeno mi je, ali pa je odgovarjal v bistvu zelo raznoliko, tako zelo razpršeno v vse smeri, da program ni prepričan, s katerim poklicem bi se nekako lahko ujemal otrok, ne. Minusi pa v bistvu pomenijo, da je otrok velikokrat označil ni mi všeč oziroma sploh mi ni všeč in pa program težko najde poklic, s katerim bi pa se dovolj ujemal, ne. In takrat, kaj lahko takrat naredimo? Gremo še torej lahko enkrat skozi vprašalnik, skozi učenčeve odgovore, vidimo, kaj je označeval, ne, ki je dal všeč mi je, ki je dal ni mi všeč in tako dalje. In po potrebi spremenimo te odgovore, če pa so še vedno potem vprašaji in pa minusi, pa kaj lahko naredimo je, in kar bomo tudi mi, torej tudi v poročilih učencev, ki bodo imeli same vprašaje in minuse naredili, je, da bomo šli znotraj programa in izbrali samo postavke na tem vprašalniku, kjer je označil všeč mi je ali pa zelo mi je všeč, ali pa tudi lahko gremo v nasprotno smer, torej sploh mi ni všeč, in bomo torej, da damo otrokom vsaj tiste neke značilnosti poklicev, kaj so pa označili, da jim je pa res zelo všeč, kaj jim je všeč, kaj jim je blizu, in bomo torej izpostavili tiste stvari v zvezi s poklici, kaj pa so jim všeč, ne. To bomo tudi potem v poročilih tudi navedli. To pa lahko tudi vi tekom svetovalnega pogovora greste poklikat znotraj platforme in nekako se lahko razvije debat na to temo, kaj pa mu je všeč ali ji je všeč. Tako.
Zdaj pa potem pa, včasih pa se tudi zgodi, da smo šli pogledat že ujemanje z nekim poklicem, ki si ga učenec želi in ima pri vseh glavnih značilnostih poklica označeno, vsem je, da mu je všeč ali pa zelo všeč, pa poklica tega še vseeno ne pokaže, ne? Še vseeno ni ujemanja s tem poklicem. In kaj je zdaj lahko tukaj razlog? Lahko je, da se pač z drugimi poklici še bolj ujema kot s tem in je pač program izračunal, da je ujemanje z drugimi poklici večje. Lahko pa je, da tudi izbrana raven izobrazbe bolj ustreza drugim poklicem, ne? Lahko smo v začetku označili prenizko ali pa previsoko raven izobrazbe za ta poklic in tudi to lahko gremo potem znotraj platforme spremeniti, pa vidimo, če nam da mogoče kakšne druge poklice, ne? Ker program na začetku torej ti nastaviš, katero raven izobrazbe si želiš doseči in če boš recimo izbral, ne vem, srednja poklicna šola, ti potem nekih poklicev, ki zahtevajo više šolsko izobrazbo, program pač sploh ne bo ponudil, ne? Tako da tu moramo biti res previdni. Potem pa naslednja stvar, pa tudi, katero moramo razmišljati, pa so tudi zdravstvene omejitve. In sicer pregledamo torej tudi zdravstvene omejitve, ki jih je učenec označil, ker morda za nekatere poklice veljajo določene zdravstvene omejitve, brez katerih oziroma s katerimi pač ne moreš upravljati tega poklica. Ne vem, recimo, da imaš kakšne kožne alergije, pa si to označil v tem programu, pa si želiš postati frizer. Verjetno program pač tega poklica ne bo ponudil, ker vemo, da če hočeš postati frizer, uporabljaš veliko nekih kemikalij, ki so lahko koži neprijazne, ne? In to že v bistvu tudi program upošteva. Pa še ena stvar, ki jo opažamo, pa je, da nekaterih poklicev, ki imajo testirane nadarjenosti, kot je recimo baletnik, plesalec in podobno, če imate take učence, program včasih ne pokaže, zaradi tega, ker zraven napiše, ne, tega nisem predlagal, zaradi tega, ker ne vem, koliko je učenec za to nadarjen. Ne? Tako da bodite pri takšnih poklicih, ki terjajo neka testirane nadarjenosti, pozorni, poglejte z učencem tisti njegov poklic, če ima tam na tistem poklicu vse všeč, mi je vseeno, pa pač program tega ni izpostavil, ker pač terja testirane nadarjenosti. Ne? Okay. Ok, pa še zadnja stvar pri kam in kako, pa je, da znotraj platforme lahko raziskujemo tudi različna področja dela. Nekateri pač učenci včasih sploh pač ne vejo povedati, kateri poklic bi radi upravljali, pa jih potem vprašamo mogoče, kakšne stvari pa jih bolj zanima, katera področja so jim bolj blizu, pa bi recimo nam povedali, da jim je bolj blizu, da bi radi počeli nekaj s financami, recimo. Samo ne poznajo pač poklica, ki se s tem ukvarjajo. In takrat lahko gremo pač raziskovati poklicno področje finance in nam torej ponudi vse poklice, ki so na tem področju. Lahko si preberemo opise in tako recimo, to, ko sem imela ta primer, smo pač z enim fantom šla skozi, si je prebral, kateri poklici so vse na tem področju in je potem ugotovil, recimo glede na opis, da mu najbolj ustreza, da bi postal finančni analitik. Recimo primer. Tako da tudi iz te smeri lahko gremo raziskovati. Ja, ker prej mogoče nismo izpostavljene, ko greš na več pri vsakem poklicu, tudi imaš opisano, kje lahko oseba je zaposlena in pa kaj točno dela. Tako da tudi, če so kakšni poklici, ki jih otroci ne poznajo, pa so na njihovem seznamu, v bistvu je to tisti odgovor, ki ga poiščete. Tako. Ja, kaj še ne smemo pozabiti je, da lahko veliko informacij o interesih učenca dobimo tudi s pomočjo reflektivnih vaj, ki jih torej najdete v poročilu, lahko jih rešujete skupaj z učencem oziroma mu ponudite podporo pri reševanju teh reflektivnih vaj in ustvarjanju kariernega načrta. Še posebej je to pomembno pri učencih s prilagoditvami, ki so sicer podobne reflektivne vaje reševali že tekom talentarij testiranja in torej imate že veliko podatkov o njih in je zelo pomembno, da zaznamo že na tem mestu njihov trud in ga tudi sporočimo staršem, ne? Ker ti učenci ne bodo imeli rezultatov testiranja z EMFBT-jem, ne? Ampak smo nekako bolj poglobljeno raziskovali z njimi poklice, ki jih zanimajo, ne? Ja. Torej, če pa gremo zdaj k naslednjemu delu poročila, torej spletni multifaktorski bateriji testov sposobnosti.
Baterija torej vsebuje 6 testov, ki so časovno omejeni, ne? Zdaj to pomeni, da se testi po določenem času končajo, tudi če niste rešili vseh nalog, ne? Zato sta pri vseh nalogah zraven natančnosti je pomemben tudi čas. In tudi to je razlog, zakaj učenci s prilagoditvami oziroma s podaljšanjem s časom pisanja niso reševali te baterije, zaradi tega, ker njihovi rezultati ne bi bili realni oziroma bi dobili nekako popačeno sliko o njihovih sposobnosti, verjetno še slabšo, kot pa je, ne? Zaradi tega, ker se jim je pač test časovno končal in niso verjetno uspeli tako hitro rešiti nalog verjetno v primerjavi pač z ostalimi, ne? Tako da zato smo ravno z učenci s prilagoditvami torej šli bolj v tisto drugo smer raziskovanja poklicev, ki jih zanimajo, bolj poglobljeno. Ostali pa torej dobijo poročilo iz MFBT-ja, ki torej zajema 6 testov. In pred vsakim testom so v bistvu učenci najprej preverili svoje razumevanje navodil z primeri. Če je prišlo do kakšnih koli vmes zapletov, kakšnih vprašanj, česarkoli, smo si to pri vsakem učencu zabeležili in bomo te morebitne posebnosti, ki so se zgodile med reševanjem na šoli, tudi sporočili vam na individualnih pogovorih, kjer bomo pač podrobneje predstavili oziroma vam pomagali interpretirati rezultate tega dela testiranja. Torej, kaj pa bodo učenci dobili? Rezultate katere njihovih sposobnosti bodo dobili. Torej, kot prvo je test preverjal hitrost razumevanja besed. In rezultat torej odraža sposobnost hitrega in pa točnega razumevanja nekih besednih vsebin ter navodil v slovenskem jeziku. To je tudi, da še na tem mestu omenim, ker smo vam tudi zraven otrok s prilagoditvami rekli, da tudi učenci priseljenci, ki imajo morda še trenutno še nekoliko slabše razumevanje slovenskega jezika, tudi niso reševali MFBT-ja, ker bi ponovno pač test je v slovenščini, preverja tudi, kot vidite, razumevanje besed in bi torej rezultati lahko bili torej popačeni, ne? Torej v poročilu pa boste dobili pri vsaki sposobnosti opisano, torej kaj pomeni nek rezultat pri tej sposobnosti in pa v katerih poklicih je ta sposobnost dobrodošla. Torej to velja za vsako to sposobnost, bo učenec dobil tole opisano. Druga sposobnost, ki smo preverili, pa je računska. In rezultat pri tej sposobnosti odraža zmožnost dela s številkami, lahko je to pri reševanju nekih računov ali pa pri reševanju vsakdanjih izzivov, pri katerih je potrebno uporabljati znanje matematike. Zdaj v podrobneje v naloge ne bom šla, ker bo tako na testu, pa se mi da bolj pomembno, da potem še gremo pogledati si bolj podrobno kakšne točne primere, ne? Naslednja stvar je potem, naslednja sposobnost so prostorske sposobnosti, kjer pa nam rezultat pove, kako si učenec zna predstavljati predmete v prostoru in kako dobro zazna neke podrobnosti na njih. Naslednja je potem hitrost obdelave podatkov. Tukaj nam pa potem rezultat v bistvu pove, kako pravilno, hitro in pa dosledno je učenec prepoznaval določene razlike. Potem pa še v bistvu dobimo rezultat koncentracije, ki je vzeta ki je seštevek 2 drugih testov in pa skupen rezultat, ki pa je v bistvu nek pregled, seštevek vseh testov. In koncentracija nam v bistvu pove oziroma čem se v bistvu gre pri koncentraciji, je to, ali je učenec preproste naloge, ker ni bilo potrebno veliko razmišljati, ves čas reševal z enakim tempom, ne? In to nam pove, koliko je torej bil zbran učenec, ali je ugibal, pa mogoče tudi, ali je prisotno kakšno bolezensko stanje, ne? Ker takrat je lahko torej recimo koncentracija pač ni na enaki ravni kot pri zdravem otroku, ne? Potem rezultat pa torej, skupen rezultat pa nam torej nekako da neko predvidevanje, kako uspešen bo učenec pri učnih izzivih, primerjavi z drugimi učenci v enaki starostni skupini. Na tej strani imamo torej
pa dejansko iz poročila, eno sliko, kaj tvoj odgovor in način reševanja povedo o tebi. Torej, to boste lahko našli vse opisano v poročilu. Pa tudi staršem na voljo, Pa, ne? ja, tudi staršem je na voljo. Pri koncu rezultatov od testa MFBT pa bo tudi v bistvu rezultat v prispodobi oziroma v sliki. In sicer torej z rastlino, ki raste iz zemlje, ker je nekako cela zgodba pač v bistvu za tem, da imamo vsi neka lahko rodovitna tla, ampak ki jih je potrebno zalivati, ne, se truditi, vzdrževati, da lahko potem zrastejo rastline in obrodijo sadove. In več sadov, kot vidimo potem na sliki, višji je neki potencial učenca pri tej sposobnosti. V primerjavi z drugimi vrstniki, ne? To je Ja. v bistvu primerjava z drugimi vrstniki, ne? Spodaj pa imate še potem so zraven vedno opozorila na morebitne učne izjave, ki se lahko pojavijo pri učencu, seveda pa tudi na najvišje sposobnosti in kako jih lahko otrok uporabi v katerih poklicih. Ja, da vse neke dodatne informacije, na kaj biti pozoren pri posameznem učencu, pa bomo potem na individualnem pogovoru z vsako izmed vas tudi izpostavili, ne? Potem, ko v bistvu vam pošljemo poročila, ne? Ja. Tako, in še zadnja stvar na poročilu pa so torej rezultati iz talentarij praktičnih postaj, kjer so se merile torej motorične spretnosti in pa kratkoročni spomin. In sicer ta del testiranja pa smo malo igrificirali, malo naredili bolj interaktivnega in sicer z zgodbo, da so učenci astronavti in se podajo na vesoljske misije, kjer morajo rešiti določene naloge, ki preverjajo njihove sposobnosti in pa spretnosti. Torej, tukaj vidimo opisana imena vseh misij, ki so jih reševali. Torej, imeli so 5 misij, kar pomeni, da so reševali 5 različnih nalog. In dobijo torej učenci za vsako postajo, torej za vsako spretnost posebej opisano. Na začetku v poročilu piše: spomni se, kaj si počel, kjer je opisano, kaj je učenec počel na postaji, kakšna je ta zgodba postaje in s katerimi spretnostmi je povezana. Na to je opisano, kaj je misija preverjala in zakaj je to pomembno zate. Torej, kaj ta postaja najintenzivneje meri oziroma odraža, v katerih vsakodnevnih opravilih potrebujemo to spretnost oziroma sposobnost in so podani vsaj 3 primeri teh vsakodnevnih opravil. Potem recimo, kateri poklici v svojih delovnih nalogah pogosto potrebujejo to spretnost in katere naloge so to, torej vsaj 3 primeri poklicev, v katerih mu pride prav ta spretnost, so podani in sicer na različnih ravneh izobrazbe. Na to pa je podano še rezultati tvoje misije in predlogi za naprej. Tukaj pa so potem individualni rezultat za vsakega učenca s personaliziranimi navodili za še večje izkoriščanje njihovega potenciala in vsi ti predlogi so pripravljeni na podlagi pregleda znanstvene literature. Torej, tukaj je torej opisano, kakšne rezultate je učenec dobil in pa s katerimi recimo vajami, igrami lahko te sposobnosti oziroma te spretnosti še izboljša. Tukaj imam še v bistvu zdaj en primer, pa v bistvu ne bomo šli skozi njega, saj boste dobili te slajde, vam lahko posredujemo, da vam služijo kot pomoč pri svetovalnem pogovoru. Tako, za zaključek teh talentarij misij pa sledi še kratek povzetek, ki je pa torej ponovno prikazan v prispodobi oziroma sliki. Torej, ta del se nanaša samo na te talentarij misije, na te motorične spretnosti in kratkoročni spomin. Torej, rezultati vseh teh 5 misij so prikazani v sliki in više kot je neka sposobnost više kot je v atmosferi oziroma v vesolju, več potencial ima torej otrok pri tej sposobnosti v primerjavi z enako starimi posamezniki, učenci. Tako.
Na koncu pa, kot smo menili, na koncu poročila, pa so torej reflektivne vaje in pa podlaga za karierni načrt, kar lahko v bistvu torej učenec skupaj z vami ali pa starši rešuje potem čist doma oziroma v šoli. Tako, zdaj pa gremo k naslednjemu, zadnjemu delu današnje delavnice. Ja, mi smo se odločili, da bi za zaključek te delavnice rade z vami delile mogoče 3 primere, ki so se nam zdeli, da bi mogoče lahko predstavljali vam večji izziv ali pa se vsaj na prvi pogled zdeli, kot da so večji izziv, zato jih bomo danes pogledali skupaj. In sicer začeli bomo pri učencu, ki ima na vseh lestvicah MFBT in na vseh postajah povprečen rezultat. Zdaj, najprej, zakaj bi to lahko se zdelo izziv? Zaradi tega, ker potem malo ga težko usmerjaš, ne, če je nekako na vseh področjih na enaki ravni, ne, imaš tisti občutek. Ampak, dajmo pogledati malo bolj natančno to. Zdaj najprej moram opozoriti, v poročilu nikoli ni izraza podpovprečen, povprečen ali nadpovprečen. To so izrazi, ki smo se jih izogibali. Ja? Predstavljeno je na način, da res spodbuja otroka, da spodbuja njegov potencial, tako da so drugačne besede uporabljene. Zdaj bom tudi pokazala primer, boste videli, na kak način je v bistvu to obrnjeno. Lahko pa mi, ki pač se zdaj pogovarjamo o tem, uporabljamo te izraze, da smo bolj jasni, pa ker tudi vzamemo to z nekim zavedanjem, da tu ne gre za to, da je zaradi tega, ker je otrok podpovprečen slab. Ne. Tako da gremo pogledat, zdaj njegovi rezultati bi v bistvu izgledali takole. Ne. Za vas, torej, če ima otrok te simbole v drugi orbiti, bom rekla tako, v drugi orbiti, to pomeni, da je povprečen. Če je v tretji orbiti, se pravi bližje zvezdam, je nadpovprečen v primerjavi z drugimi, če pa so malo nad Zemljo, pa je torej podpovprečen. Nam je tukaj bilo pomembno 2 stvari. Prvič, želeli smo pokazati, da vedno lahko svoje potenciale izboljšujemo. In da hkrati tudi otrok, ki je podpovprečen, on ni na tleh, on še vedno nad Zemljo. Se pravi, ima nekaj njegove spretnosti, neke sposobnosti, ki jih lahko izkoristi in so zelo dobre. Lahko pa seveda tudi tisti, ki so že zdaj nadpovprečni, še vedno nadgrajujejo, zato ker pač zvezde so meja. Ne? Tako da vedno lahko še najdemo nek način, da še delamo na svojih spretnostih. Ne? Nikoli ni to iskanje potenciala končano. Tako da to smo imeli v mislih, hkrati pa smo želeli, da pa ima otrok in starš vpogled v to, kje vseeno je v primerjavi z vrstniki, ker jih to ponavadi zelo zanima. In hkrati se nam je zelo pomembno, da pa damo staršem vedeti, da pač njihov otrok v vsem ni najboljši in da je to okej. Ker danes pač živimo že v družbi, pa tudi pri otrocih v talentarju opažamo zelo velike stiske glede tega, ne, da kaj pa bom, če ne bo popolno. Ne. In jaz si recimo na začetku vsakega testiranja res še enkrat povem, gledajte, danes ste tukaj zato, da se potrudite, da date največ od sebe, koliko se da, ampak okej je, če niste najboljši na vseh področjih, ker ne bomo vsi delali na vseh področjih. Ne. Zato so tudi različni deli tega testiranja in tak naprej, ne, ker res opažamo veliko stisk glede tega. Pa se nam je zdelo to nek način, da mogoče to lažje za starši potem vpeljete v pogovor. Ok, sicer pa vam priporočam, da pri vsakem poročilu, ne zdaj samo pri tem povprečnem, to je samo primer, najprej pogledate torej povzetek, ki je na 3. strani poročila. In sicer na začetku imamo, torej, kje je šlo učencu najboljše in kje pa ima še največ neizkoriščenega potenciala. Ali beri drugače, kjer mu je šlo najslabše. Ne? Torej, pri tem učencu, dajmo zdaj pogledati ta primer. Najbolje ti je šlo te komisije Odkrij sef, ki izkazuje tvoj kratkoročni spomin. V okviru kognitivne sposobnosti, preverjenih z MFBT, imaš najbolj razvito hitrost razumevanja besed. Največ še neizkoriščenega potenciala pa imaš pri hitrosti obdelave podatkov in koordinaciji med rokami in očmi. Tukaj sem jaz tiste stvari, ki jih mi popolnoma individualiziramo na učencove rezultate pustila v rdeče. Ne? Potem seveda niso. Ne? Tako da vi vidite, kaj je tisto, kaj mi prilagajamo. Seveda pa so ti teksti tudi drugačni, glede na to, kakšni so kot celota učencovi rezultati. Ne? Ta je zdaj za primer, ko so vsi rezultati povprečni. In to se vidi v tem delu, ko piše, na misijah in tekom reševanja testov si pokazal stabilne temelje na vseh področjih, kar pomeni, da imaš dobre osnove, na katerih lahko gradiš v različnih smereh. Potem pa še podajanje informacij iskami kako, izkoristi priložnost
možnosti in raziskuj poklice v smerih, ki te resnično zanimajo, kot so na primer znanstvena in tehnična dela ter upravljanje in vplivanje. Tukaj sta torej izpostavljene dve vrsti dela, za katerimi se učenec najbolj ujema. Ne? In na zadnje, tisto, na kar moramo opozoriti, preberi si več o svojih interesih, osebnostnem slogu, sposobnostih, spretnostih v poročilu, skupaj s primeri poklicev, razlago, kaj posamezne postaje in uporabljanja testa merita, te čakajo praktični predlogi za urjenje tvojih spretnosti in sposobnosti. Ne? Se pravi, da se jih nekako povabi v to, da pa vseeno preberejo tudi ostalo, ker vse, kar je v poročilu, po našem mnenju, ima res vseeno neko uporabno vrednost. Ne? Še en razlog je, zakaj sem jaz izbrala tega učenca. Dajte še enkrat, prosim, pogledati, v katerih sposobnostih je on najboljši in kje mu je šlo najslabše. Vam je tukaj čudno? Najbolj razvito ima hitrost razumevanja, najmanj še izkoriščenega potenciala pa ima pri hitrosti obdelave podatkov. Ne? Oboje je hitrost. In to, ko na prvi način pogledaš, se ti mogoče zdi malo... Razumevanje. Kako? Glasno razmišljam. Ja, super, hvala. Kaj ste rekli? Nič, pravim, da glasno razmišljam. Oboje je hitrost, ne? Oboje je hitrost in ti je mogoče malo čudno, ne, kako je lahko zdaj oboje hitrost. Na eni strani je v tem mu šlo najboljše, na drugi strani mu je šlo v tem najslabše. In ja, na eni strani se moramo zavedati, kaj sta zdaj te dve nalogi preverjali, ne? Eno je torej pri razumevanju besed gre za hitrost njegovega branja in pa upoštevanja tega se pravi njegovega besednega zaklada, ne? Ali on ve, katero so pomenke ali protipomenke, drugo pa je potem primerjanje skupin znakov, ne? In iskanje razlike, če so enake oziroma iste ali ne? Tako da to sta že različni spretnosti, to je prvi del. Drugi del, ki se pa mi zdi pomembnejši in zakaj sem to zdaj izpostavila, pa je to, da v bistvu, čeprav ta učenec zdaj v naših rezultatih na prvi pogled zgleda v vsem povprečen, ko ti pogledaš rezultate, ki so dostopni samo psihologov v MFBT, ugotoviš, da je ta učenec imel razumevanje besed nadpovprečno, ampak je toliko počasnejši, da ko je program upošteval oboje, ga je vrglo v podpovprečje. V povprečno, Torej, ne ko v še se je povprečno. čas upošteval, ne? Ko še je upošteval čas se, ne. Tako da v bistvu so to take pomembne informacije, ne, torej njegov besedni zaklad je zelo dober, samo za odločitev je potreboval več časa, ne. Tako da, kako pa vi pridete do teh informacij, če mi tega v poročilu nimamo, ne, če to ni dostopno staršem, tako da vam tekom našega individualnega pogovora mi take posebnosti izpostavimo pri učencu, ne. To je tip stvari, ki jih mi v bistvu potem izpostavljamo, ko imamo mi ta kratek pogovor glede učencev, ne. Tudi vam izpostavimo, če je učenec, ki je blizu meje za razvrstitev v drugo skupino, oziroma če je bil kje izredno podpovprečen ali nadpovprečen, tako da imate pač to bolj direktno tudi zavedanje. Potem pa še seveda neke posebnosti med samo izvedbo talentarja, naprimer, če je bil učenec zelo frustriran pri katerih nalogah, če se je pojavilo gibanje, kakšne tehnične težave, tudi goljufanje, ne, to vseeno tudi izpostavimo, ne, ker ponavadi to izraža potem pri učencu neko stisko, ne, glede teh vaj. Tako da to je tisto, kar vam izpostavimo, ne, da boste imeli res neko celostni vpogled v to, kaj se je z učenci dogajalo in kaj ti rezultati pomenijo. Potem pa pri teh povprečnih rezultatih tega učenca, torej vam priporočamo, da najprej seveda pogledate za njegove najboljše spretnosti, na eni strani pri MFBT, kje se bo potem, v katerih poklicih se bo najlažje znašel, na drugi strani pri postajah, v katerih aktivnostih in delovnih nalogah se bo verjetno najhitreje znašel, pod kaj je misija preverila in zakaj je to pomembno zate, pri MFBT pa kaj lahko poudarimo pri tvojih rezultatih. Seveda pri tistih stvareh, ki so mu pa šle slabše,
Pri tistih stvareh pa se res osredotočite z njimi na rezultati tvoje misije in predlogi za naprej, ne. Tukaj smo se mi res potrudili, da ti predlogi so takšni, da aktivnosti, ki so navedene, so prvič strokovno podprte, da res lahko spremenijo to spretnost. Drugič smo se potrudili, da aktivnosti, ki so navedene, niso plačljive oziroma da ne terjajo nekega denarja od tega, da bi starši to otrokom omogočili, da te vaje delajo. Smo pa, ker smo mi obe psihologinji, malo si drznili skrit notri tudi skrb za medosebne odnose, skrb za duševno zdravje, skrb za fizično zdravje, v smislu, da predlagamo neke aktivnosti, za katere upamo, da bodo družinam nekako dale nek spodbudo, da se družijo, da poskusijo kako tako aktivnost, namesto tega, da so na telefonu. To smo pa še malo skrili notri zraven, no. To je pa naša želja. Pri tem ima vsak učenec, torej vsaka skupina, ne, povprečni, nadpovprečni in povprečni, imajo drugačne primere. Tako da, ko grejo učenci tudi gledati med sabo si poročila, bodo se vseeno še počutili, da je to poročilo res individualizirano. Tudi primeri, metafore so različne, ne, pa res smo se potrudili, da poskrbimo za to individualizacijo, ki je danes res pomembna, no, tudi glede na raziskave staršem in tako naprej. Ok, zdaj pa, ker imamo učenca, ki je v vseh rezultatih povprečen, vsaj na prvi pogled, se bomo seveda bolj osredotočili tudi na rezultate kam in kako. Tukaj pri osebnostnem slogu bi vam rada predvsem rekla to, ne, da tudi učenci že tekom samega talentarja ogromnokrat vprašajo, kaj je zdaj boljše, če imam jih več ali če jih imam manj. Ne, osebnostnih slogov. In potem jim mi seveda razložimo, da vsak od tega ima svoje prednosti. Pa tudi vam zdaj dam razlago, ki jo mi uporabljamo, če vam bom morda v pomoč, ne. Ko imaš ti več osebnostnih slogov, to pomeni, da se boš verjetno lahkotneje znašel v različnih delovnih okoljih. Ja, ker imajo različna delovna okolja, različne dele tvoje osebnosti, ki jih lahko izkoristijo. In to je recimo danes, ko bomo verjetno mogli vsi menjavati kariero, menjavati poklice in tako naprej, zelo pomembno. Na drugi strani tistim, ki pa imajo manj osebnostnih slogov oziroma so posamezni osebnostni slogi pri njih bolj izraženi, to pa pomeni, da se bodo verjetno lahkotneje odločili, kam bi šli v šolo oziroma katero delovno okolje jim bo bolj ustrezalo, ker bodo lažje izločili tiste, ko za njih niso. Ne. Tako da eno ima svoje prednosti in drugo ima svoje prednosti, ne. In to jim je fajn, da jim tudi povemo in potem jim seveda predstavimo tisto, kar v poročilu piše o tem, kaj to pomeni za njih kot osebo, ne. Potem imamo seveda vrste dela, pri katerih vas spodbujamo, da lahko seveda tudi otrokom pokažete v kam in kako platformi, kjer potem lahko raziskujejo te vrste dela, ki se z njimi bolj ujemajo, ne. Tudi vidimo, z katerimi se pa sploh ne ujemajo, ne, tako da to so tudi informacije, ki jih imate. Potem pa pridemo do tistega dela poročila, za katerega predvidevamo, pa boste vi povedali, če je tudi v realnosti tako, da bo za učence tisti del, pa tudi za starše tisti del, na katerega se bodo najbolj osredotočili, ne. Tukaj, tako sem rekla, ne, res smo pozorni, da zdaj, da sta tu gori 2 zvezdici, ne pomeni, da se z vsema ujema z 2 zvezdicama, ne, to je povprečje. Tiste, ki so bolj na vrhu, z tistimi se bolj ujema. Seveda pa zraven v poročilu tudi piše, to zdaj ne pomeni, da samo te poklice lahko ti opravljaš, ne. Verjetno, zagotovo so še kakšni drugi, samo boš se mogoče za katerega mogel bolj potruditi in tako naprej, pač, ne. Ni to predstavljeno kot neka kletka, iz katere zdaj ti ne moreš ven, ne. Pri tistih, ki pa imajo veliko minusov in vprašajo, pa tako kot je prej Ema rekla, pa vam bomo dali seznam stvari, ki so jim zelo všeč oziroma všeč. Pri tistih, ki imajo veliko vprašajev, bomo dali tiste trditve, ki so jih označili kot zelo všeč. Zaradi tega, ker to da pač za takšne učence največ informacij, ne, kaj je tisto, kar ga je najbolj pritegnilo. Na drugi strani pri tistih, ki pa imajo same minuse, pa bomo dali informacije o stvarih, ki so jih dali zelo všeč in všeč mi je. Zakaj? To je zdaj primer ene deklice, ki niti enkrat ni dala zelo mi je všeč. Od več kot 100 trditev ali 150 trditev je pa 8-krat dala všeč mi je. Ne? Vse ostalo je ni mi všeč ali zelo mi ni všeč.
Ne? Se pravi, ne, jaz sem v bistvu že v sami sobi opazila, da pač bo ta izziv se pojavil, jo celo spodbudila, da se naj potrudi, da naj razmišlja tudi v smeri, če bi že mi nekaj moglo biti sprejemljivo, ne, kaj bi tisto bilo, ampak še vseeno smo prišli do tako nizkih številk. Pa to ni osamljen primer. Velikokrat opažamo res, da se prijavlja ogromno teh minusov in ogromno vprašajev. No. Smo kar presenečeni, ko jih ni, iskreno. Tako da to so neke informacije, ki se nam zdijo uporabne za vas kot svetovalne delavce, da lahko potem začnete pogovor z otrokom pa o tem, kaj pa ti pol je všeč pri delu v pisarni, če od vsega, vse ostalo si dala, ni mi všeč, to si pa dala všeč mi je, zakaj? Ne? In se mi zdi, da nekako tako pridemo do bolj realne slike, kaj ta otrok potrebuje, kot da bi vam dali nek seznam, ki bi mogoče otroka lahko zavedel. No, tako da to je tisto, kar smo razmišljali. Ok, na kratko še samo k učencu z podpovprečnimi rezultati. Tukaj, torej, ker včasih se pa tu malo strašimo, ne, joj, bom imel potem otrok občutek, da, ne vem, je slab zaradi tega in tako naprej. Mogoče si lahko tu zdaj preberete, pa tudi poslali vam bomo, ne, kako potem zgleda nek povzetek za takega učenca, ko so res vsi rezultati podpovprečni. In najprej seveda ima ponovno informacije o najnižjih in najvišjih rezultatih pri njemu in to je tisto, na kar se potem mi najbolj osredotočamo, ne. Potem pa seveda tako spodbudno sporočilo, da ima vsakdo področja, ki mu gredo lažje od rok in tista, ki zahtevajo več časa in truda. Pomembno je, da se ne ustrašiš začetnih izzivov, ampak jih vzameš kot gorivo za plamen rasti. Izkoristi priložnost in raziskuj poklice iz smeri, ki so ti posebej zanimivi, ne, ter s predlogi v poročilu nadgrajuj svoje spretnosti in sposobnosti. Za takega učenca so ta navodila o tem, kako nadgrajevati svoje spretnosti in sposobnosti seveda še toliko bolj pomembna in če se le da tudi starše k njim usmerimo, ne. Ok, prej je Ema omenila, da učenci tudi tekom samega procesa talentarji rešujejo delovne liste. Mi smo vam jih že dali, mogoče ste jih že kaj pogledali in rade bi vas opozorile, da smo pri teh delovnih listih res pozorni na vse, kar je in vse, kar ni. Ker oboje je informacija. Ne? Ker kaj je tisto, kar mi vidimo v praksi, zdaj vas ni zraven v talentarji procesu, pa se nam je zdelo uporabno to z vami podeliti, ne? Da vsi učenci gledajo videe, čisto vsi. Nisem še zasledila nobenega, ki ne bi gledal nobenega videa o poklicu, ampak včasih tega ne zapišejo. Še posebej se to pojavlja pri učencih, ki imajo sicer že težave z zapisovanjem, z razumevanjem besed in tako naprej. Hkrati pa so še drugi razlogi, zakaj včasih pride do bolj praznega lista ali pa na drugi strani bolj polnega lista, pa bi vam rade dale nekaj razlag, ki smo jih videli v praksi. Lahko je karkoli od tega ali pa nekaj tretjega, ampak se nam zdi uporabno, da se pa zavedate, no, ko gledate te delovne liste, kaj je zelo pogosto. List je pogosto prazen pri učencih, ki jim naloge predstavljajo večji izziv zaradi nižjih sposobnosti, spretnosti. Kaj mislimo s tem, ne? Dostikrat opažamo tudi med že samim testiranjem, da otroci, ki jim gre slabše, se kar odločijo, da bodo obupali, ne? Da ne bodo nič zapisovali zaradi tega, ker potem so oni tisti, ki imajo nadzor. Niso spet oni tisti, ki jim ni šlo, ampak so tisti, ki so se odločili, da jim ne bo šlo. Ne? Tako da to opažamo, da včasih ne rešujejo teh listov učenci, ki doma zaznavajo pomanjkanje podpore ali pa intenzivno usmerjanje strani staršev v poklic, ki njim ni blizu. Včasih se tudi zgodi, da talentarji vidijo kot pa neko rešilno bilko. Pri tistih učencih boste pa videli, da bodo za svoj poklic, tisti, ki ga si oni želijo, čeprav starši jih ne podpirajo v tem, ful izpolnili delovni list. Včasih kdo po 3-4 strani popiše samo, da bi on v bistvu zdaj imel priložnost dokazati staršem, glej, to je za mene, ne. Tako da vsekakor se nam zdi, da učenci tu nekaj pridobijo, vidimo pa res veliko stisk tukaj na tem področju, no. Tudi to, kar sem zapisala, ne, pri učencih, ki verjamejo, da je vsem odraslim vseeno zanje in da njim tako nič ne gre oziroma da nič ne morejo spremeniti. To mi je bilo kar kruto napisati, ampak to so besede, ki jih slišimo od učencev, ne. Tako da se mi je zdelo pomembno vam to izpostaviti in seveda velikokrat ne izpolnijo tudi učenci, ki se počutijo popolnoma nemočni oziroma izgubljeni na področju izbire poklica. Jaz jim potem vedno rečem, ne, da potem jim bo to talentarji poročilo
še toliko bolj pomagalo, pa pač poskušamo se premikati. Včasih jim tudi dam drugačno navodilo, kot na delovnem listu piše, če vidim, da on nekaj druga potrebuje. No, tako da včasih boste tudi kakšen čuden odgovor na kakšno vprašanje videli, ne, ali pa kakšno dodatno vprašanje, zato ker pač v tistem trenutku se mi je zazdelo, da ta učenec to bolj potrebuje. No. Če niso našli videa o nekem poklicu, ki je njim zanimiv, smo jih usmerili tudi na mojaizbira.si in so tam raziskovali, tako da včasih ne piše o videu, zato ker je bilo lažje najti na mojaizbira.si, pa je učenec raziskoval tam. No, tako da ne boste presenečeni. Seveda pa pri nekaterih, pri tem, ko nimajo delovnega lista izpolnjenega, gre tudi samo za to, da imajo zelo veliko potrebo po sprejetosti strani vrstnikov, ker so vseeno pač v tem razvojnem obdobju. Ampak vseeno, tudi to je neka informacija. Ne? Ok, kaj se še pričakujemo, da se zna zgoditi, ker se že tudi tekom samih talentarij testiranj zmes dogaja, je, da kako učenec pač komu ne gre, reče, ne, ja, veš, vse to je za bolj zahtevne poklice, ne, to jaz ne rabim, in na drugi strani nikdar ne bom tega potreboval. Zdaj, kako smo se mi želeli boriti proti temu, da bi učenci vseeno razumeli, da je fajn nadgrajevati svoje spretnosti in sposobnosti, smo dodali tiste primere, ki jih je prej Ema omenila iz vsakdanjega življenja, in tu smo res dali take primere, za katere upamo, da se bodo oni z njimi poistovetili, ne vem, neke primere vezane na njihove prijatelje, na druženje, na ne vem, vožnjo z motokrosom, in tako naprej. Se pravi, pač take stvari, ko so njim zanimive. Na drugi strani pa, če vam rečejo, ne, to je za bolj zahtevne poklice, pa spet dajte jih usmeriti k opisu postaje, kaj meri in zakaj je to zate pomembno, ker so tam poklici različnih izobrazbenih ravni. Z točno napisano delovno nalogo, ki jo ta oseba upravlja, da to spretnost potrebuje. Tako da to je tisto, kar smo tudi upoštevali. Na zadnje še zelo na kratko do poročila učencev z učnimi prilagoditvami. Ema je že prej omenila, oni pač nimajo dela z MFBT, tudi v poročilu je opozorjeno, zakaj tega nimajo. In sem vam želela nekako vseeno pa sporočiti, da vseeno verjamemo, da lahko to poročilo tem otrokom da veliko. Seveda imate informacije iz delovnega lista, res jih ne spregledati. Na drugi strani pa tudi informacije iz postaj in pa informacije iz kam in kako. Ne? To pa oboje imajo ti učenci. Tako da struktura samega poročila je za njih enaka, razen tega, da nimajo tega MFBT. Še ena stvar, opažamo, zdaj, ko smo že izračunali, zdaj, ko meje imamo in so poročila tako daleč, da bodo že skoraj pri vas, vidimo, da nekateri učenci z učnimi prilagoditvami so dejansko v nadpovprečnih skupinah, ko se pride do praktičnih spretnosti. In verjamemo, da bo to za marsikaterega otroka, bom rekla, kar korektivna izkušnja, pa celo korektivna izkušnja za starše. Ker je v bistvu njihov otrok dejansko nekje tudi v primerjavi z vrstniki boljši, na nekem testiranju, ker včasih imajo to neko označbo, da oni pa v testiranju niso dobri, to jim ne gre, in tako naprej. In upamo, da bo pač talentarij lahko delček temu pridal, da bi se to malo spremenilo. Še zadnja stvar, preden pridem na vaša vprašanja. Če se vam vse skupaj zdi velik izziv, ali pa če boste imeli kakega specifičnega učenca, ko ne boste vedeli, kaj narediti, mi imamo v okviru Kariernega centra za mlade na voljo brezplačna individualna svetovanja za starše in pa za učence. Tako da jih vsekakor lahko usmerite k nam. Včasih je v šolah tudi tako, da če se več učencev odloči, da bi želelo podporo pri tem, da jim interpretiramo poročilo, da se pogovorimo z njim, lahko pridemo mi tudi na šolo. In še enkrat, to je vse v okviru Kariernega centra za mlade, Všečkam in grem brezplačno, tako da tudi to imate na voljo. Vseeno pa se nam je zdelo pomembno, da te informacije, ki smo jih danes delili z vami, imate, da ko vas bo nekdo na hodniku nekaj na hitro vprašal, da ne boste se počutile izgubljene ali pa same v tem. Tako da to je to z najne strani. Zdaj pa, če imate ve kako vprašanje, dilemo, ki se vam je ob vsem tem pojavila, zelo je dobrodošla. Seveda pol tudi na mail, če se naknadno spomnite, ampak imamo pa tudi zdaj še kak trenutek verjetno za to.
Jaz se opravičujem, jaz sem zamudila začetni del prvih 5 minut, pa zdaj še enkrat sprašujem, če jaz prav razumem, torej obvestila oziroma rezultati pridejo na šolo k nam, ali jih dobijo učenci tudi domov, ali samo k nam. Rezultate boste dobili svetovalni delavci, s katerimi smo bili pač v kontaktu, ki smo skupaj z vami organizirali ta talentarji dan, na mail. Torej, vi boste dobili na mail poročila od vseh učencev, vseh 8 razredov na vaši šoli, kjer smo testirali, in bomo vas prosili, da jih vi razpošljete staršem na e-mail naslove, ker jih pač imate vi, tako da v bistvu bo šlo preko vas. Tako da vi boste imeli vsa poročila in potem starši, ki potem se doma z otrokom lahko pogovorijo. Če pa vam je lažje, pa lahko mogoče tudi si vi kakšno poročilo naprintate ali pa oziroma imate v PDF obliki na spletu, pa se z otrokom v šoli pogovorite. Ne? Ja, to smo tudi uvedli priporočilo, da je takšno, da se ga lahko sprintamo brez večjih težav. Ali pa mogoče še boljše, da v troje, ne, učitelj oziroma jaz, učenec in starš, ne. Seveda, to je idealno. To je idealno. Ja. Drugače, to še samo ko boste dobili poročilo, boste od nas dobili tudi vprašalnik o vaši izkušnji in pa vprašalnik, za katerega vas bomo prosili, da ga posredujete staršem, o samem procesu, o samem poročilu. Nam zelo pomaga v samem projektu, da pač lahko evalviramo to, še kaj izboljšamo, tako da to je tisto, kar boste še od nas prejeli, ne. Zraven samih poročil, ki bomo mi poimenovali ime, priimek učenca, tako da boste vi čim lažje potem to posredovali naprej pravim osebam. Ja. Zdaj pa, ker ste rekli še, gospa Anita, da ste zamudili prvi del, ne vem, če ste jeli podatek, da predvidoma konec februarja oziroma po teh zimskih počitnicah dobite poročila, torej na mail. Pa takrat se potem tudi bomo dogovorili za individualni pogovor, ali bi prišli k vam na šolo oziroma ali lahko mogoče preko Zooma, da vam predamo vse še informacije o posameznih učencih, o interpretaciji posameznih rezultatov. Ja, super, odlično, hvala. Tu bi pa jaz nekaj vprašala, gospa Sabina oziroma Ema, ali je mogoče, da dobimo te podatke pred zimskimi počitnicami, ker to, kar je gospa Anita predlagala, da se rezultati pogledajo, torej skupaj šolski svetovalni delavec, starš in pa otrok, to pomeni kar neke organizacije tega, da to naredimo, ne? In bi bilo fajn, da se pač naredijo neki seznami čim prej, ker otrok ni tako malo, no. Ja, zdaj čisto tako, ne, žal prej kot konec februarja teh podatkov vam ne moremo zagotoviti, zato ker še zaenkrat proces ni digitaliziran in kar nekaj časa traja, da mi res naredimo tako poročilo, kot ga vam tukaj obljubimo. Tako da bo res to prišlo konec februarja k vam, ampak saj konec koncev pa že zdaj v bistvu zdaj, če bi vi to planirali naprej, ne, veste, kateri učenci bodo dobili poročila, ne, ker ste z nami, ste nam v bistvu vi priskrbeli sezname učencev, ne, tako da mogoče vam je to lahko tisto, kar je v pomoč, da že načrtujete, ne. Mi računamo, da v zadnjem tednu februarja bodo poročila za vse pripravljena, ker to je vseeno 145 otrok. Do zdaj, ne, ki bodo dobili zdaj to prvo skupino poročil. Zdaj, zakaj ste mogli malo dlje mogoče čakati? Zaradi tega, ker zdaj vi ste bili med prvimi šolami, torej, ki smo jih testirali, oziroma katere razrede smo testirali in smo morali nabrati dovoljšne število podatkov, da smo mi lahko torej te podatke standardizirali. Kaj to pomeni? Torej, da zdaj mi vemo, kaj nam pove neki rezultat nekega učenca, ne, v primerjavi z njegovimi vrstniki. Ker prej nam, ne vem, če je tiste, ko je šraufe prebil v, ne vem, 2 minutah, nam zdaj ni nič povedalo, kje se zdaj nahaja v primerjavi s svojimi vrstniki, ne. Sam proces pa je malo zakasnilo tudi to še zraven, vidim, gospa Judita. Sam proces pa je malo zakasnilo tudi to, da smo potem v samih podatkih ugotovili, da je treba pri
postaji oziroma pri eni od spretnosti še deliti glede na spol učence, kar je pomenilo, da rabimo večje število podatkov in v bistvu smo rabili še dodatne rezultate, da bo to, kar dobite, res nek realen prikaz tega, kaj zmorejo vaši učenci. Nas se nam je zdelo bolj pomembno mogoče, da se kakšne 2 dni več počaka, pa je to, kar dobite realno, ko pa da pač pohitimo. No. Ja, jaz bi se sam tlele navezala na to. Ideja je super, da se poročilo skupaj bere s svetovalnim delavcem, učencem in staršem, ampak jaz imam izkušnjo, da je veliko boljše, če imamo mi prej te individualne pogovore z vami. In šele potem, ko mi dobimo to poročilo, potem pa imamo mi z vami ta individualni pogovor, kjer se res Tako. vsaka učenca lahko pove, kaj se Tako. med opazovanjem, reševanjem ima FBT opazili, ker če je ugibanje, je lahko rezultat spet popačen in vi ste to verjetno kdaj prek komu opazili, pa šele potem v bistvu poročilo se da. Ja, tako je tudi mišljeno. Ja. Tako je Ja. tudi mišljeno, ne? Vi boste dobili, mi Ja. vam bomo poslali poročila na mail do vas, Ja. zraven pa idejo, kdaj bi se mi slišali. To je bilo pa pol moje vprašanje. Ja. Ko se bomo mi slišali, potem pošljite vi naprej. Ja. Ja? Res. To je moj nasvet, da potem, ko se mi že slišimo, glede vseh učencev, takrat naj grejo poročila naprej do staršev, ker boste ve že vedle, če starš pokliče, ok, to pomeni to pomeni to, ne? Če so kakšne posebnosti, se to za niso večje, ampak vseeno je to pomembno, no. Se pravi, ko Hvala, bo, da ste to izpostavili, da smo lahko za to razjasnili. Ja. 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 se pravi, takrat, ko bomo mi dobili na mail v PDF obliki ta poročila, bodo tudi predlagani datumi individualnega pogovora za ta oddelek za te učence, a ne? Da, Tako. Ok, Da. super, super. da. Tako. Zato smo ravno želeli, da mogoče se ta pogovor, če se le da, pa ne, če niste zdaj najbliže nam, opravi online ali pa prek Ja. telefona tudi, ne, ker to ne bo zdaj dolgi pogovor, ne, ampak pa da čim prej potem lahko pošljete naprej, no, predvsem to, ne. Ja, kar se tiče mene, ki sem iz Ljubljane, lahko prek Zooma naredimo. Super. Ja. Hvala. Super. Ja. Bomo pa imeli še torej delavnico tudi za starši. Torej povabili bomo starše vseh otrok, ki so bili testirani, na eno tako delavnico, oziroma kjer bomo mi malo podrobneje predstavili sam talentarij postopek, pa podali neke usmeritve za pogovor, torej o poročilu o rezultatih, ne, kako se zdaj pogovarjati na podlagi poročila z otrokom. To pa predvidoma proti koncu februarja. Ja. Ja, proti koncu februarja, ampak ker imate pa vi podatke od staršev, ne, bomo pač v bistvu preko vas spet bi vas prosili, če lahko razpošljemo vabilo na delavnico. Bo pa popoldanska seveda po službi, tako 1 uro, verjetno tako nekje Online. online od online, 5 do da lahko 6. vsi pridajo, ne. Ja, lahko kateri želijo se priključiti. Super. Pol pa imam še jaz eno vprašanje, in sicer boste s tem nadaljevali tudi v prihodnjem šolskem letu? Ja, za tak je načrt, tak je plan. Zdaj pa ravno smo še v procesu priprave, torej plana za naslednje leto, tako da takoj, ko bomo imeli vse splanirano, organizirano, pripravljeno, vam bomo poslali tudi informacije za naslednje šolsko leto, kako in kaj. Najlepša hvala. Seveda. Je kakšno vprašanje morda? Jaz bi rada samo pohvalila vaš trud in delo in natančnost. Hvala. Hvala. Se trudimo. Ja, pomeni veliko. Tudi jaz, krasen. In se pridružujemo. Ja. Hvala. Tako. Ok, če pa ni več nobenega vprašanja zdaj na tej točki, vas vabim, da lahko tudi kadarkoli nas pokličete, napišete na mail. Me se bomo potrudile, da bodo poročila čim prej končana in pa strokovno pripravljena, da boste lahko jih predali naprej. Tako da do takrat pa vse lepo. Samo eno
tehnično vprašanje. Posnetek, ki se je snemal, jaz se res nisem vsega pisala, ker bo res prišel mogoče Bomo prav. poslali. Ja, bomo Posnetek poslali. pošljemo. Evo, Na mislim, da mail. bom zdaj kar končala z snemanjem. Ok.